Kot je povedal že docent Kneževič, na začetku, se pravi v začetku 2000 leta 2000 je obravnava bolnikov z napredovanim srčnim popuščanjem v Sloveniji ni bila strukturirana. Te bolnike so vodili v bistvu v splošnih kardioloških oddelkih in pravzaprav programa, ki bi bil osredotočen na te bolnike in na njihove specifike, ni bilo. To vrzel je prepoznal profesor Vrtovec, ki se je vrnil iz enoletnega usposabljanja v sklopu Fulbrightovega programa iz Texas Heart Instituta, to je vodilne svetovne inštitucije za obravnavo bolnikov z napredovanim srčnim popuščanjem. Kot rečeno, prepoznal je to vrzel, to potrebo in začel ustanovitvijo programa za napredovano srčno popuščanje in transplantacije srca, ki je potem svoje prostore v okviru kardiološke klinike dobil v letu 2009. V začetku je bila čakalna lista kratka, približno 25 bolnikov, sodelovalo je manjše število strokovnjakov, ampak v 15 letih je ta program pod vodstvom profesora Vrtovca napredoval. Danes je na čakalni listi uvrščenih približno 100 bolnikov, se pravi, lista se je početverila. To pa priča o dobrem delu ne samo na nivoju kliničnega centra programa, ampak na nivoju celotne države, ker je ravno z razvojem tega programa obravnava napredovalnega srčnega popuščanja, presaditev srca in zdravljenje z dolgoročno mehansko cirkulatorno podporo postala dostopna širokemu krogu bolnikov s tovrstnimi boleznimi za celotno državo. Ponosni smo ne samo na število, ampak tudi na preživetje, kot sem povedal uvodoma. Od ustanovitve programa leta 2009 se je preživetje teh bolnikov pomembno izboljšalo in je danes nad povprečjem, ki ga navaja Svetovno združenje za transplantacije srca in pljuč. Čeprav danes profesorja ni več z nami, da bi se veselil teh rezultatov in uspeha svojega dela, pa nam gotovo izzivov v prihodnje ne bo zmanjkalo. Veselimo se jih in izkoristil bi to priložnost, da bi za te rezultate čestital tudi v svojem imenu celotni transplantacijski ekipi.